Sorina radijska klepetalnica na stežaj. Ponedeljkovo jutro, tudi danes v znamenju radijske klepetalnice na stežaju, v kateri pa bo tokrat dišalo po sveže obranih malinah, robidah, jagodah in sibirskih borovnicah iz Poljanske doline, s katerimi nas pod blagovno znamko Maline z doline razvajata Patricija Orehar in Žiga Furlan. Kako se je začela pisati tale zgodba o jagodičevju v Poljanski dolini, kakšno povezavo ima Predmost z Novo Zelandijo in še kakšno drugo malenkost, pa nam bosta zaupala kar Patricija in Žiga sama. Dober dan in dobrodošla v naši družbi. Kako sta? Dobar dan, super. Ja, živijo, super. In super bomo tudi v naslednji urici, ko se bomo skupaj družili ob dišečem jagodičevju in vajni posebni zgodbi, ki jo pišete nekje med Predmostom in Novo Zelandijo. Pa če najprej povemo nekaj več o vama, kdo pravzaprav sta Patricija Orehar in Žiga Furlan? Kdo so Maline z doline? So Patricija pa Žiga, so mlad par iz Poljan, ko so se navdušila v bistvu nad pridelavo jagodičja med tem, ko so delala na Novi Zelandiji na eni farmi in takrat v bistvu si niso mislila, da ta zgodba se pelala toliko naprej, pa da bo zdaj toliko z veseljem toliko razširila vse skupaj, da bo to v bistvu zdaj najina služba. Zgodba se je začela pisati na Novi Zelandiji. Kaj to pomeni? Da sta navdušena ljubitelja potovanj ali da sta dobila v mladosti pred leti idejo, da gresta raziskovati svet, pa morda preveriti, kako se živi in dela drugje? Definitivno ne je združila ljubezen do potovanja, ne? Pa so pa v različnih službah na Novi Zelandiji spoznala to ljubezen tudi do sadjarstva. Ja, prvotno sem midva šla na potovanje, dobila sva to working holiday vizo za Novo Zelandijo. Šla sva najprej malo po Aziji, se pravi 3 mesece sva potovala po Aziji, po različnih državah. Tam so v bistvu par postali, prej sva se sam poznala, sva tako dobra prijatelja. Pa na Novo Zelandiji sva imela pa različne take sadjarske službe. Najprej sva ubirala lubenice, pa sva rečila kivije, pa so bili pakiranci jabolk. No, pa so pristala na tej farmi jagodiča. No, in tam lastnica se nam je zdela taka stroga, sva rekla, še kakšen teden zdrživa, pa bova. Tako da bi se v bistvu lahko takrat vse čist drugače razpletali, če bi hiter obupala, ampak sva rekla, ok, bova zdržala nekaj časa, pa šla pa naprej na Južni otok. Pa so pa kar ustala, no, pa se pa tudi ona videla, da so taka, je prepoznala nekako, da smo delovni, v bistvu na jej ful poj. Vzela za svoje in vama v bistvu pravzaprav pokazala, kako se dela z jagodičevjem in vzbudila v vama to ljubezen. Ja, tako nekako nam je dala taka položaja, da smo tudi mi dopoj dobila malo odgovornosti. Pa so pa postala sva tam skoraj 1 let, pa se je začela korona. Nam je dala v bistvu njuno hišo, prej sva živela nek druge, pa sva se preselila prav na farmo, tako da sva prav na farmi živela in pa sva skrbela za to farmo, takrat, ko je šla ona tudi, ko sta šla na dopust. Pa en izmed teh opravil, ko sva jih imela v tem času, je bilo tudi, da so mogla reči maline. In je v bistvu tak del, ki nam je zdaj, ne bi rekla, ne ljub, ampak tak kar naporen, ampak takrat se nam je pa to dobro zdel. In sva res v tistem času so začela razmišljati o hudo, kako bi lahko doma kaj tacga naredila, ker pri Žigu so imeli včasih govedorejo. No, je pa smer pa ta sadjarstvo skozi bolnikov in sva se nekako v to smer začela premikati pa razmišljati in je najprej tak čist mehen vse skupaj, pa tudi mehne take količine. Zdaj pa že kar nekaj vsega skupaj. Tako, ja, zdaj se pa že z ceste dobro vidi, kje imate nasade. Zdaj maline so bile tista prva ljubezen. Kako ljube pa so vama, kako rada si jih? Naj nazadnje tudi sama privoščita. Ja, zelo, ne. Najljubše sadje se mi zdi, se je zame, pa spokoj jagode. Ja, v bistvu mova raj, ko lahko res pojeva tega sadja ogromen, tako da je dober tudi, da mava svoje, ker če ne si po moje ne bi tokrat prvo šla. Ja, prednost malin na domačem dvorišču, lahko rečeva, je zagotovo ena taka velika in pomembna kljukica. Zdaj Nova Zelandija je bila ena taka posebna izkušnja. Kako pa teče življenje na Novi Zelandiji? Kakšen je tam pravzaprav delovni utrip? Pravijo, da je Nova Zelandija deloma vendarle podobna Sloveniji in da bi lahko potegnili kakšno usporednico tudi s samimi domačini. A to kaj drži? Mislim, da so bolj tako preprosti, ne dajo veliko na njihov izgled. V trgovini vidiš marsikaj zanimivega, ljudi v škornjah, v pižamah, bosi, velike bosih ljudi. Sama taka lepota Nove Zelandije pa zelo spominja na Slovenijo. Tako se zelo počutiš domače. Ne moreš verjeti, da je to na drugem koncu sveta. Ja, narava je zelo podobna naši. Ampak vse je ful lepo.
če bi bilo lažje vse skupaj, bi mogoče tam ostala. Tako pa ste se na veliko veselje vseh nas vrnili nazaj domov, ampak to pa ne pomeni, da se na Novo Zelandijo ne vračata, ne? Kako pogosto pa si privoščita skok na drugi konec sveta? Zdaj letos smo bila tretjič, tako po zimi, ki malo časa ne greva ponovati, če se le da. Ko lansko so sprejeli na tako odločitev, da so se malo bolj res profesionalno v jagodiče vrgle in je bilo treba pač se odločiti, da bova imela to zdaj kot hobi za zraven, da bova probala profesionalno. In od tega živeti? Tako je in sva se odločila, da bova šla čez zimo nazaj na Novo Zelandijo, v bistvu bolj poznanje. Sta ne povabila nazaj na to farmo in sva pa zdaj 3 mesece čez zimo se učila, še nove informacije dobivala. Tako da zdaj je bilo v bistvu bolj tak, kako bi rekla, izobraževalno, tako. Mislila sva, da bova sicer več potvala zdaj, ampak se je po na koncu skazala, da nam je bilo tako fajn tam, da so ostale. Sva šla samo za 3 dni nekam na en pohod. Tako da morala zdaj še kaj nazaj, da še kaj videla. Kako pa se je bilo zdaj po vseh teh letih vrniti na, če rečemo, tisto mesto zločina, kjer se je začela pisati tudi zgodba vajne blagovne znamke Maline z doline? Kako drugače je bilo? Verjetno tokrat manj smoka v grlu, prijateljski odnosi, več radovednosti? Ja, sigurno prijateljski odnosi. Samo mesto je ful dobre spomine vrnilo, ne? Farma, ki je bila tako, ne vem, se mi zdi, da mogoče one dva sta par, ki se ukvarja s tem, sta že malo starejši par in sem mogoče pričakovala zdaj, ko bo šla po tolikih letih nazaj, da bo tudi tam se ful veliko razširilo, pa se malo spremenilo v teh letih, ampak je ful ostalo tako, kot je bilo in je bilo res skoraj, da bi se vrnili nazaj v času. Ampak ja, one dva že zaključujeta, imata željo to prodati, tako da ni bilo nekih napredkov naprej, oziroma tudi stvari, ki so že takrat mogoče malo škripale, še zmer še malo bolj. Ampak ne, je bilo pa definitivno ful lepo se vrniti, pa tudi to, da sta ne tako lepo sprejela nazaj, to mi je bilo pa najlepše. Ko vidiš, da imaš odprte roke. Je bilo lepo obujati spomine, skočiti nazaj v čas, pa se posladkati tudi z novozelandskimi sadeži. Imajo kaj drugačen okus kot domače maline iz Poljanske doline? Bi rekel, da so zelo podobne. Zelo podobne, ja, mogoče jagode. Malo drugačne sorte pa vse skupaj, ampak ne vem niti, če bi rekla to, ker je malo drugač. Tam imajo ful vse hidroponično, vse imajo dvignjene na mizah in res šopajo tako, da imajo pač čim več pridelka. Tukaj imajo pa bolj v interesu ta okus, pa tudi če mogoče pridelka ni taka količina, ampak res te kvaliteta, pa da je sladkoba taka, kakor se zagredi. Kakšna jagoda manj, ampak tiste, ki so pa take, da bi jih še in da si obliznemo vse prste. Tako. Tudi mi si jih bomo v nadaljevanju, tokrat ob glasbi, potem pa se vrnemo nazaj in se skupaj odpravimo v nasade v Predmost, kjer že diši po vročem sadnem poletju. Maline z doline nam dišijo danes na valovih Radia Sora, skupaj s Patricijo in Žigom pa se bomo zdajle odpravili v Predmost, kjer stojijo nasadi malin, robit, jagod in sibirskih borovnic. Zdaj v prvem delu smo povedali, da se je zgodba pravzaprav začela pisati na Novi Zelandiji, potem pa je svoje trdne temelje in konkretno nadaljevanje dobila v domačih Poljanah v Predmostu. Kako je bilo potem, ko sta se vrnila domov, pa se usedla za mizo pa rekla, ok, zdaj razmišljala sva, zdaj pa je čas, da se zadeve lotiva tudi zares. Kako sta potem štartala od ideje in besed k konkretnim dejanjem? Ko sva se vrnila, se mi zdi, da zelo hitro začela delati v tej smeri, ker nekako so se zelo hitro odločila. Prav spomnim se, eno steno sva imela in sva gor listke limala s stvarmi, ki sva se jih naučila, ne vem, kakšne informacije o sadikah, pa sorte, pa to sva raziskovala. Pa traven, ki je bilo treba preštimati, vse je bilo treba zrihtati, ker tam je bilo včas, mislim, se je bil traven, pa vem, kapenih dreves gor, ampak tako se spomnim, kako sva tiste prve vrste merila, pa čiz navdušenjem oba, da sva imela tukaj motivacije takrat. Ful, nisva spoh razmišljala o tem, kot da nam je bilo nekaj težko narediti. Tako, z veseljem so se lotila tega. Zavihala rokave in šla v akcijo. Zdaj tisto najbolj tipično vprašanje, ki ga običajno zastavljamo ob življenjskih korakih, kaj bodo pa doma rekli, kaj so pa pri tebi doma rekli, Žiga? Mislim, da so ful dobro sprejeli, sicer še manj so vedeli, kot mi dva točno, kako bo vse skupaj izgledalo, pa kako to sploh laufa taka kmetija. Ful so pomagali. Ja, mi dva so nekako vedela, kaj si želiva slejka prej, ko so videla, kako to na Novi Zelandiji laufa.
Kaufha, tudi ta domača trgovinca, to nekako so si želela nekaj podobnega tudi tukaj, ampak verjetno, saj predstavljam si, da takrat 5 let nazaj je vse še tako drugače izgledalo, da si niso mislili, kaj lahko iz take stvari rata. Zdaj pa dobiva že neko končno podobo, čeprav je še fulejnih stvari za narediti. Ampak tako, zdaj saj navzven že nekako se vidi, kaj smo želeli narediti. Kako je nastajal tisti prvi nasad malin? Kako sta se lotila zasajevanja? Kako sta izbrala sorto malin? Kako je pravzaprav tale ustvarjalni kaos na domačem travniku bil videti? Ja, takrat se nisva še zavedala oziroma nisva še vedela, koliko je res pomemben, kakšne sadike sadiš, koliko je to res ta najbolj glavna stvar, ki je pomembna. Takrat sva iskala čim cenejš varianto, ki je tak vsak evro ti na začetku pomemben, in sva jih iz Poljske naročila. Takrat sva naročila ene ti poljske sorte, ki v bistvu jih zdaj niti ni več toliko v nasadu. Malo zaradi poplav, malo zaradi tega, ker tudi nisva bila toliko zadovoljna z njimi. Ampak en kup enih bolezni, en kup teh stvari prišlo zraven s temi sadikami. Tako da zdaj so pa res preverjeno jih naročava, tudi če mogoče pridejo sadike v malo dražji, ki je to ta glavna stvar, ki je res merkava. Da na teh stvarih res ni za šparati. Kako ponosna sta bila, ko sta zasadila to prvo sadiko in pravzaprav nekako simbolično začela tole vajino zgodbo Maline z doline? Ja, ful. Sicer je bilo jeseni, pa prav oblačno vreme je bil, dež je bil, ni bilo kakšne lepote, preorana niva, vse rjav. Vse na roko delati, vse grebine, to smo še takrat vse z grabljem smo delali tiste grebine, ker zdaj tudi, mislim, je bilo naporen. Pa jih vaša dva sta zbolela, se spomnim, pa so pa čaj si kuhala v termo, kak so nosila tja na nivo, ker zdaj imava v bistvu že tam, da si lahko fest kuhava, takrat je bilo pa še tako delati, stran sva se mogla za avto pripelati. Ampak najbolj mi pa v spominu vsaj meni ostalo ta prva, ki je izrasla, to je bilo pa, se pravi, 1 let kasneje, junija, so pa čisto ponosna, ki je ta prva zrasla itak. Začetki so bili, kot si lahko predstavljamo, precej zahtevni, težki, ne, tudi zato, ker so terjali kar precej investicije. Zdaj sama rastlina, ko jo posadiš, še ne bo takoj ne zrasla, ne dala kakšnih plodov. Kako težko pa sta potem čakala naslednjo pomlad oziroma poletje, ko so res zrasle tiste prve maline? Ja, mislim, valjda sva bila vesela, ko se je začel pridelek, pa sva tako nekako sva si zaželela, da bi res dala od sebe kvaliteten sadje. Saj veva, da tudi drugi po Sloveniji dajejo kvaliteto od sebe, ampak nekako sva si še sama sebe malo gnala v to smer, da dava res perfekt vse, kar dava. Nočem zdaj tako, da se samo hvalim, ampak se mi zdi, da mi to toliko pomenila ta kvaliteta, da sva si včasih malo zakomplicirala vse skupaj, pa si sama sebi škodo delala. Mogoče pa to je najna želja, da vse gre res v istem dnevu naprej. Na začetku ta prvo let se spomnim, da sva si želela, da gre vse v roku 1 ure naprej, ampak je dobro, zdaj, ker je malo večja količina, še zmeri se drživa tega, da gre res vse v istem dnevu naprej. Tako da je sveže, sočno in sladko, takšno kot zraste v Poljanski dolini. Zdaj začela sta z malinami, potem pa sta nabor razširila še na nekaj dodatnih sadik. Rubide, jagode, sibirske borovnice. Kako je potem ta začetni nasad dobival še svojo širino, pa potem še dodatne prostore? Najbolj sva gledala na to, da se čim bolj podaljšava sezono, zaradi tega sva te sibirske sadila, ker so ta prvi sadeži, ki dozorijo, pa so pa počasi še jagode dodajala, zaradi same količine pridelka, ki ga dajo. Na Novi Zelandiji nam je ta šef takrat rekel, kaj so ta maline šla, ne sejeti malin, to ni nobenega denarja, pa je ta jagode, pa mi da tako ne eno, siguran se da, ampak zdaj pa videl, da je vse več denarja se da proslužiti z jagoda, maline so pa za dušo. Tako, zato, da pašajo, da obudijo spomine na tiste vajne začetke, ki so bili, kot smo rekli, kar zahtevni, ampak so prinesli en tak dober rezultat, ki bo z leti samo še boljši, samo še okusnejši. Tudi nekaj novosti je v vseh teh letih že doživel vajin nasad. Za nekaj sta verjetno kriva sama, določene novosti so prinesle tudi poplave. Predmost vendarle je v bližini reke Sore, ki zna biti kar precej nepredvidljiva. Kako pa se je spreminjalo samo delo in utrip v nasadu? Ja, se pravi, midva sem imela na začetku en tak manjši del, ko so ga zasadila takrat pač prvo leto, mislim, da je bilo to leta 2019. Jeseni 2019. Ja, jeseni 2019. No, takrat sva zasadila približno 1000 sadik malin.
potem naslednje leto povečala še za približno 1500 sadik malin, ampak so bile tako mičkano v višino so rasle, tako da ko so bile takrat te poplave, nama je voda prišla v ta prvi del, se pravi, to, kar so takrat na začetku zasadila, je bil nekako vse pod vodo, sicer ne za dolg čas, ampak lih to, da je naredil škodo. In poj, niti nisem mislila, da bo taka škoda, kakor je poj naslednji let tam čist nič ni zrasel. Tako smo še kar nekako upala, se bo, pa vse mogoče pa bo vam pogledali, ampak kar ne moreš verjeti, da je dobesedno zradzirali tist. Pa so pa lansko let razmišljala, kaj bi lahko raščila, kaj tako sva čakala tam do sred maja, pa nič ni vam pogledali. In pa sva tam na tem modelu nasadila lubenice. Sam zaradi tega, da je neki rasel, pač ne bi sam plevel, pa bi bila sam slabe vole. No pa itak so videla, da to ne bo nič tam več se dalo tlih zrihtati. Tudi iz inštituta so rekli, da to kar nekaj časa karkoli v zemlji ostane. No in pa so pa razmišljala v tej smeri, da bi mogoče naredila na ta način, kakor na Novi Zelandiji rasejo, se pravi v višino, da rastejo jagode v takmu kokosovem substratu, pa da potem pa tudi se namakanje malo bolj avtomatizira, da se pravi, ne tako, kot zdaj, kot v tleh, tudi če recimo ne zalivaš čisto optimalno, bo siguran, kaj izrasel. Tle moš pa malo bolj priden biti, kar se tega tiče. No in sva šla v bistvu zdaj na Novo Zelandijo poznanje to, kako bi to zdaj sem prenesla. Mislim, se to se že po Sloveniji dogaja, ampak tako, da bova imela midva ti znanje, da znava to samo narediti. No in pa pa letos, se pravi, bil projekt, odkar so se vrnili na sred februarja do zdajle, se v bistvu konstantno postavljal ta del. Zdaj že ful lepo zagleda, zdaj že ful zeleni in je res lepo. Tako zdaj dobiva tisto končno sliko. Zdaj pa sam še jagode mora začeti dozorjevati, pa bo. Radovedneži že pridejo kaj pogledati, vendarle gre za neko novost na našem koncu. Ja, ful je lepo, ko se ljudje, ki se sprehajajo, pa se pa ustavijo, pa malo firfcajo, ampak je to lepo, ko so tako pozitivni komentarji. Seveda z vprašanjem, kdaj bodo pa jagode, da lahko pridemo po nje. Ja. Odlično, mi bomo po jagode skočili čez nekaj minut, zdajle pa nas čaka en kratek glasbeni predah. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Patricija in Žiga ostajate z nami, mi pa seveda nabiramo maline z doline, pa se sladkamo še s sibirskimi borovnicami, robidami in seveda jagodami, ki so zdajle, lahko rečemo, tiste ta glavne, ki najbolj rastejo in se zorijo. Tale vajin nasad je zdajle, lahko rečemo, kar velik že, tudi z glavne ceste v Poljansko dolino se ga lahko vidi, koliko sadik pravzaprav imata zdaj pod kontrolo, če pogledamo kar celoten nasad. Ja, se pravi, zdaj imamo približen hektar vsega jagodičja, količinsko je več jagod, površinsko je pa še vsem več malin. Jagod imamo zdaj trenutno dobrih 10 000, sadik sva posadila, večinoma v letošnjem letu. Malin je pa vse skupaj 3000, tist pa ni treba, mislim, sva letos dosadila približno 1650, tako da skoraj še enkrat toliko, kar sva imela. Tako da letos sva kar precej povečala nasade, največ je pa to, da bova zdaj večinoma pokrila s temi premičnimi tuneli, ker zadnje leta je bilo to kot vremena odvisen, je bilo to, kaj izpada pridelka, večinoma zaradi dežja, tako da sva zdaj rekla, da morava te tunele postaviti. Tudi videla sva, da je čist drugače, ko so tuneli veliko bolj zdrave rastline. Tako da ja, v bistvu so še bolj to, kar so povečala, so zdaj ponosna na to, da je toliko tunelov. Ob vsem tem delu kakšnega dodatnega fitnesa verjetno ne potrebujete? Ne. No, zdaj, če smo že pri številkah, mogoče še ena zanimivost. Tudi sorte so različne. Zdaj na spletu se mi zdi, da sem našla podatek, da imata samo pri malinah 13 vrst oziroma sort. Kako raznolika pa je ponudba jagodičevja, recimo, če takole pogledamo po vajinem nasadu? Najna želja je bila to, da ponudba čim več različnih sort, zaradi tega, da se podaljša sezona oziroma da so vrhunci na različnih točkah. Zdaj imela sva res 13 sort malin, ampak takrat zaradi poplav sem mogla poj 4 sorte oziroma sva jih dala stran, tako da zdaj trenutno imava 9 sort malin, ene od tega so rumene, rubid imava 2 sorte, haskap oziroma sibirskih borovnic imava tudi 13 sort, kar je fajn, da so različne, da se vprašujejo med sabo. Jagod imava pa zaenkrat te enkrat rodne, imava 2 sorte, te, ki so najbolj sladki, ki so najbolj zadovoljna z njimi, potem pa zdaj ti večkrat rodne, ki bodo čez cel poletje, so pa tudi 2 sorte, take, kakor so najbolj kvalitetne, mogoče ne toliko, da dajo največ, ampak so najboljše po okusu.
Zdaj začetek poletja naznanijo sladke dobrote, sladko jagodičevje. Pri vama se je že začelo, ne? Zdaj je delo od jutra do večera. Nabiranje je ena taka posebna zgodba. Koliko dela je trenutno v nasadu? Ja, dela v bistvu ne zmanjka, tako od zjutraj do zvečer. Kolikor je energije. Kolikor je energije, ja, dela boš zmeri preveč. Ampak ja, zdaj so prioriteta, da se nabira. Zdaj trenutno so jagode, pa haska oziroma sibirske borovnice. Zaenkrat lahko še sama se nekako trudva čim več sama, tudi da zjutraj naberava, potem pa popoldne predelava. Tudi trgovinca imamo zdaj odprto, tako da malo časa gre tudi za to. Ampak ja, pa se bo pa enkrat začelo vse skupaj, bo pa še večji kaos. Zdaj trenutno je še dost luštno. Luštno in obvladljivo. Koga zdaj večkrat lahko srečamo v nasadu, ko obira borovnice in jagode, in koga večkrat recimo v trgovini ali pa potem za štedilnikom, ko nastajajo domače marmelade, sirupi? Mislim, da lahko oba dva srečate, ker sta skozi okrog. Ne, mogoče Žiga večkrat zunaj, pa mene večkrat noter, ampak sta pa oba dva večinoma za vse. Tudi Žiga ful pomaga noter pri liofilizaciji, pa pri kuhanju, tako da sta nekako oba za vse. Se dobro znajdete na vseh položajih. Katero jagodičevje pa si vidva najraje privoščita? So maline še vedno v prvem planu ali je dobro včasih malo zamenjati? Meni so še vse maline najboljše, ampak ja, mešano je pa tudi super. Ja, jaz pa pravim, da vsak sad je moj najljubši takrat, ko se začne. Zdajle so mi jagode, pa obožujem robide. Robide so mi tudi ful dobre po okusu. Valda maline pa tudi odvisno od sorte. Imam par takih sort, ki jih obožujem. Pa ne samo, da so dobre, ne? Tudi zdrave so. Ja, to pa definitivno. Sploh te sibirske borovnice, ker mar to sploh ne ve. Ampak no, nasplošno cel jagodič je ful zdrav. Pri čem vse nam lahko pomagajo sibirske borovnice, zakaj je dobro jesti maline, zakaj pašajo robidnice? Ja, definitivno so bogate z vitamini, nimajo veliko sladkorja vse, tako da diabetiki jih zelo velikokrat pridejo iskat. Pa seveda vsi tisti, ki se radi pocrkljajo s pristnim, dobrim in domačim. Mimogrede, kako je z naročili? Zdaj verjetno nekaj sadja, nekaj jagodičevja je na zalogi, za kakšne večje količine pa je fajn, da se prej pokliče pa naroči. Ja, še vedno so nekako vesela vseh naročil, ki pridajo vnaprej, zato kaj tudi nama pa je lažje. Prejšnja leta so v bistvu samo na ta način prek rezervacij je bilo mogoče malo škoda, včasih so jih mogli po 14 dni čakati. Se pa včasih kašljamo ni več, po 14 dneh ni več toliko izdelkov, ker če bi jih lahko dobil. Ampak zdaj leto se pa nekako trudva, da imava skozi na zalogi, se pravi, da jih ne oddava to, da jih imava vsaj kakšno košarico za vsega, kar pride v ponudbi, no, da tudi da se oglasi v domači trgovinci, pa da ve, da bo mogoče dobil vsaj eno košarico, če ne dve. Za večje količine pa še vedno, se pravi, je fino, če prej rezervirali zaradi tega, da jih dobijo, da ne ostanejo brez, če si jih takrat želijo. No. Omenila sta že domačo trgovinico, kako pa je potem ta odprla svoja vrata, potem, ko sta že postavila nasad, ko sta dočakala prvi pridelek? Prva leta so v bistvu stranke hodile po jagodiče najprej ko do nasada, potem so midva imela sva hladilnike noter v hiši in pa sva se vozila z avtosom pa tja, da sva jim dostavljala ta svež sadje in so pa rekla, da nekaj morava narediti, ker to tudi mislim, ene vožnje po nepotrebnem, pa tudi ne zgleda, da pride nekdo tam na hišna vrata, na vhod. Na manj kol ni bilo prijetno, pa so si pa želela nekaj tako mogoče malo ločeno narediti, da ne motva tudi tvojih staršev. In sva najprej, se prav kako časa zdaj že 2 let, najprej sva si v bistvu prostore naredila za predelavo, da so bili taki, kot se zagrejo, pa v bistvu dodajala še en prostor je bil v zmeri za najne izdelke, z lanskim letom so pa dodala pa še izdelke drugih kmetij slovenskih, ki so res kvalitetni, pa ki jih poznava, tudi uporabljava sama. So tudi z veseljem pristopili ti vajni prijatelji in ponudili svoje izdelke? Ja, in se mi zdi, da to lepše pride tudi, ko pridejo stranke, da je tak prostor, pa da mogoče še kaj drugega zraven vzamejo, če vidijo, da jim kaj... Zdaj na razstavi, prej sem imela vse res sam po dogovoru, zdaj pa lov vidijo, kaj vse ponujava. Pa najdejo zraven, poleg tistega, po kar so prišli, še kaj takšnega za pocrkljati, pa za posladkati se zraven. No, o celotni ponudbi pa nekaj več o nadaljevanju, zato le ostanite z nami. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj. Po svežem jagodičevju dišeča je tokratna radijska klepetalnica na stežaj. Maline z doline so z nami, seveda s Patricijo in Žigo.
Rudolfom iz Predmosta v Poljanski dolini. Povedali smo, kako sta začela, skočili smo tudi že na hiter ogled nasadov. Zdaj pa morda še besedico ali dve več o samih izdelkih in samem imenu. Pomembno je izbrati pravo ime, ne, za svoje delo, za svoje podjetje, za svojo dejavnost. Maline z doline, kdo je kriv za tole poimenovanje? Mislim, da je bila to ena od prvih stvari, ki smo jo dobila, ne? Ko smo se začeli o tem pogovarjati. Lepo se sliši. Ja, ful je šlo. Kar skupaj sva se spomnila, vidjal. In zdaj pod blagovno znamko Maline z doline lahko dobimo en tak pester nabor različnih pridelkov in tudi izdelkov. Zdaj omenili smo že sibirske borovnice, jagode, maline in robide. Kaj vse pa še najdemo vajinega v vajni delavnici in seveda v sami trgovinici? Začela sva z marmeladom, s pridelavo marmelad, potem sva dodala še malinov sirup. Najprej na začetku, ko sem imela itak samo maline, zdaj se pa ponudba kar malo širi, se pravi največ liofilizirava, bi rekla. Se pravi najprej se sadje globoko zamrzne, potem pa gre v komori direktno v plinasto stanje, se pravi preskoči to fazo in se suši in potem se v bistvu odstrani vsa voda iz sadja. Tako da sadje pride ven tako hrustljavo in v bistvu ta sadje pa je dober zelo dolg časa, če je pravilno shranjeno, recimo najboljše v kakšnih steklenih kozarcih. Uporablja se pa polah tudi kot alternativa svežmu čez zimo ali pa ne vem, kot prigrizki, vse sorte, no se mi zdi, da je to skozi več povprašanja po temu sadju in so tudi pol leta skupila malo večji liofilizator. Drugače pa poleg tega imamo pa leto željo še sokove oziroma take napitke iz jagodičja. Lansko leto so prvič dalo v ponudbo tudi sladoled, pa sorbet. Mislim, vedno si želiva kakšne nove produkte, ampak včasih ponovadi čez zimo je čas, pa razmišljava, kaj bi lahko še vse naredila med sezono, pa probaš čim bolj handlati, kakor se le da. Tako da ne zmanjka časa za vse. Zdaj imata poleg dobrega okusa iz Poljanske doline še kakšno posebno skrivnost za domače marmelade, za malinov sirup? Ja, ne vem, mogoče so si malo zakomplicirala to, da si želiva tudi, kar je predelanega, delati iz svežega sadja. Se pravi, ne zmrzujeva vnaprej, pa potem delava čez zimo, ampak to delava midva med sezono in se je dostkrat zavlekala dolgo v noč, da sva midva delala te marmelade. Sva jih poimenovala Midnight Jam, ker ponovadi so se začele delati šele tam v večernem času, pa poj nehale sredi noči. Ampak ja, nama je v bistvu to ful pomemben, da dava svež sadje noter, da se čim manj zgublja na kvaliteti pa vitaminov pa tega. Tako da mogoče to je ena posebnost najinih marmelad, pa da dava zelo malo cukra noter. Želiva si, da je res okus po sadju, tudi če mogoče malo zakisli, ampak da ni preveč sladkorja noter, da poje sam sladkor se je, ampak da je res maksimalno 20% kjermokoli proizvodu najemo. No. Da ohranjata tisto pristnost, tisti pravi okus in da so ne nazadnje, če potegnemo pod črto, vajni izdelki naravni in zdravi ne nazadnje. Tako fulno je dobro, če kdaj tudi kakšen, ko ima recimo sladkorno, pride pa vseeno zame marmelade, pa rečejo, da se raje prvošil kakšno žličko od tega ali pa pač seveda svež sadje in je tako dober, ker se trudva tudi v tej smeri. In takšni odzivi so zagotovo ena taka, lahko rečemo, prav posebna nagrada tudi za vaju kot pridelovalca in predelovalca. Kaj vama pomenijo taki odzivi strank? No in to ti kar polepša dan, tako poti da neko energijo, da podelaš nekaj prav. Mislim, meni vsak tak sporočil, ki ga dobiva, mi to res veliko pomeni. Sploh tudi za svež sadje, ki napišejo, da je vrhunsko, da je res dobra kakovost, da je odličen okus. Da veš, da je vreden se truditi, pa zjutraj zgodaj vstajati. Odtehtajo potem te pohvale, vse tiste podočnjake in neprespane noči, pa zgodnja jutra tam ob 3-4, ko človek vstane, pa gre verjetno v poletnem času tudi v nasad, pa nabira. Ja, midva sva bolj večerna tipa, tako da res večer malo potegnejo. Pa zjutraj kakšno vrco dol pospiva, ampak ja, to treba ostati zgodaj kdaj. In zdaj le bo poletje, ko bosta vstajala zgodaj, tudi zato, da bosta lahko nabirala sveže maline, sveže jagode, sveže borovnice in sveže robide. Za vse tiste, ki bodo doma kuhali marmelade oziroma delali sokove, morda res velja en tak apel, da pravočasno rezervirajo sadje, ne? Da bodo lahko potem ustvarjali in da ga bo dovolj na zalogi.
Tako je, bova vesela vsake rezervacije vnaprej, pa da seveda, da bojo dobili poj, sigurno. Kam se lahko obrnejo, kdaj? Najrajš manj, če pokličajo na številko 040 533 626, lahko pa vedno nama napišejo mail, sporočilo preko Instagrama, Facebooka, so odzivna kar na vseh teh socialnih omrežjih, kar se le da včasih kakšno urco započakati, ampak na telefon se pa probam res skozi javiti. Ja, takšno bo poletje, delovno, pa verjamem, da tudi čas za načrte. Verjetno se med delom v nasadu rojevajo tudi ti. Je še kakšen travnik za še kakšen dodaten nasad? Energije in zagona vama verjetno ne bo zmanjkalo. Mislim, da zaenkrat ne bi še večala, ampak mogoče to, kar mava, lepo optimizirava, pa da vse povsod lepo raste, da ni praznih lukenj, ki je kakšna malina ali pa jagoda. Moje dodele zaenkrat ni v planu še veliko širt, ker si ne želiva ratati prevelika. Nekako nam je najlepša takrat, ko sama delava, ko imava ti svoj mir, pa da ni preveč vsega, ker potem itak imaš občutek, da te v en plas povozu, ki preveč med sezono se kdaj nabere. Ampak ja, če bi to količino, kakor imava zdaj zaenkrat, če bi dobro rasel, se pravi, da ne bi bilo praznih lukenj, bolnih sadik pa tega, pa mogoče še kakšna druga stvar za zraven rajš, kakor pa da se še večja toliko. Tako pa, da vama ostane še nekaj časa za kakšno potovanje, pa za kakšen skok na Novo Zelandijo oziroma za kakšnega novozelandskega gosta tudi pri vama v Poljanski dolini. Nedolgo tega sta imela in tak obisk. Ja, so ful vesela. Ne, prišla pogledati ena punca, ki smo skupaj delali na tej farmi na Novi Zelandiji. Je prišla v Evropo, pa je pa preživela zelo par dni z nama. In je bilo ful lepo jo imeti. Pa sva povabila tudi te dva lastnika te farme, kjer so bila, bosta prišla, če ne letos, pa drugo leto sigurno pogledati, ker sta tudi ful taka, vsema dobro zdi. Tako, da se znanje prenaša iz enega konca sveta na drugega, pa primeri dobre prakse iz Nove Zelandije v Poljansko dolino in iz Poljanske doline nazaj na Novo Zelandijo. Naslednji obisk Nove Zelandije je že v načrtu oziroma kakšno drugo potovanje? Ni še načrtov, si želiva definitivno še nazaj na Novo Zelandijo. Po moje bo kar večkrat še šla. Ampak mogoče, da bi šla zdaj bolj turistično. Dostkrat so si pustila kakšno stvar, mogoče lih z namenom, da bo še šla. Ampak je še par stvari takih, ki si jih želiva pogledati. Predvsem Južen otok. Na večino časa so preživela na Severnem otoku, tako da dol Južen otok definitivno še greva. Pa še več teh hribov pa tega, to je najlepše. Pa tudi v Sloveniji, tukaj si želiva malo več okrog hoditi. Ker ponovadi tak je prepozen. Pomlad se dela do jeseni tam, ker je lepo vreme za po hribih. Mava toliko dela, da je lažje pojeti na Novo Zelandijo, pa tam po hribih hoditi. Zdaj pa kakšen domač blegoš, kakšen stari vrh, kakšna pasja ravan, potem pa že verjetno zmanjka časa, ne? Ja. Je pa, to velja omeniti, z vseh omenjenih hribov lep pogled tudi na Poljane, na Predmost in na vajin nasad, kjer zdajle diši in bo dišalo vse tja do jeseni. Kaj naj rečem drugega kot hvala, da ste del svoje zgodbe danes delila z nami, da ste tudi v naše radijske prostore prinesla nekaj vonja po poletju in svežem jagodičevju. Mi vama želimo uspešno delo.